Leta 2005 je v Drami SNG Maribor pod režisersko taktirko Sama in Strelca nastala predstava Hlapci.pdf. Takrat sem kot opazovalec, kot avtor, pripravil dokumentarec o nastanku predstave. Ker je vsebina te predstave vselej aktualna, sem se kasneje odločil, da vsake toliko časa, nekako na pomembnih zgodovinskih mejnikih, pripravim vselej naslednjo verzijo. Moji spomini na Hlapce PDF so seveda lepi. Mogoče zato, ker je Sandi Krošelj igral Hvastjo, ker je moj prijatelj Gojc igral Komarja. Matjaž Tibošon je bil odličen župnik, zdaj naštevam goste, ampak tu je bila še cela seveda mariborska postava. Veronika Drolčeva je bila mama, Tadej, Jerman, vsi ostali kolegi. Skratka, ena velika ekipa, ki se je takrat zbrala in naredila te PDF Hlapce. Zakaj PDF? Meni se je takrat zdelo pač, da moram to še nekako posebej pokazati, kar je itak Cankar že vedel, ne? Da so stvari prenosljive in zato pač Portable data file, ne? PDF. Češ, kako je stvar prenosljiva vse večne časa, pravim, to je že Cankar vedel in ta naslov je hotel to pokazati, poudariti. Sem njegov vnuk. V tistem času, ko smo delali Hlapce, sem bil inženir odrske opreme v Starem Odru, tako da sem nekako pomagal načrtovati in izvajati samo igro, ki je bil za Staro strelec. V tistem času moram pa reči, da je šlo za dobesedno v moji karieri teatra za eno od definitivno najbolj tehnično zahtevnih iger. In tudi zato, da so bile te tehnične zahteve dejansko upravičene. Mislim, da se je tudi tehnika, za razliko od mnogih drugih iger, zavedala, da delamo malo bolj močne igre, da tako rečem. Tako na hitro, če pobrskam po spominu, se spomnim tega, da smo imeli bela tla, da je bila uprizoritev zanimiva, da je uporabljala neke gledališke znake in izraze, ki so bili v tistem trenutku zelo up to date oziroma zelo v duhu časa in gledaliških trendov, ne samo slovenskih, temveč tudi evropskih. Sicer pa mi je v glavi ostala ta neka prva slika, oziroma zdaj se spomnim ping-ponga med Jermanom in Kalandrom na začetku predstave, kjer na praznem odru igrata ping-pong. In zdaj, ko gledam nazaj, se mi zdi pravzaprav, da smo ostali v teh 10 letih še zmeraj na nekem ping-pongu in nam žogica pravzaprav je nekaj padla na tla, vrsti si pa še zmeraj igramo isto igrico ping-ponga levo-desno. Zanimiva predstava je bila. Se mi je zdela kar precej drugačna od nekaterih drugih, ki sem jih videla. To je verjetno ta PDF pripomogel, ne? Radi smo jo delali, radi so jo gledali, tudi dijaki zelo, čeprav je Cankar za njih malo težek, ne? Ampak je bilo tako narejeno, da je bilo vsem všeč. In ja, potem pa obstajajo tu razne anekdote. Jaz sem bila učiteljica Geni, ki je rekla, naprednjaštvo je dobro, nazadnjaštvo je dobro, najboljše pa so pečene piške. Včasih smo rekli, ko smo živeli še recimo v 80-ih, ko smo bili Titovi pionirji, pravzaprav smo na nek način, nič ni bilo, imeli smo pa vse. Danes pa imamo vse, pa nič nimamo. Zdaj vprašanje, kdaj se to vleče, mogoče že od takrat, ko je Cankar pravzaprav na nek način rekel, da smo hlapci, ne? Mogoče drži ta teza. Spomini na Hlapce so zelo lepi, predvsem je ta projekt bil drugačen, mnogo bolj drugačen od vseh dotedanjih, ne samo zato, ker je bil večji in po zasedbi in po nekih inovacijah, ki sem jih jaz sedaj doživela v gledališču. Bil je tudi tehnično zelo zahteven, kajti na odru je bilo kar nekaj elementov, ki jih v dotedanjih predstavah nismo uporabili. Je pa bilo seveda ogromno zanimivosti. Na odru smo naprimer imeli Mercedesa, direktno v oder se je pripeljal kombi z ljudmi. Imeli smo enih 100 takšnih malih varnostnih tveganj, tehničnih izzivov, dobesedno, ki smo jih na koncu, mislim, da večinoma dobro speljali, kljub temu, da nekatere dobre ideje so pa nažalost tudi odpadle. Spomnim se, da je Strelec želel, da bi celotno tretje dejanje
padal umetni črni sneg po igralcih, kot neka vrste metafora, da živijo v zaklenjenih, bolj temnih časih. In da smo to celo furali, kakšen teden, dokler ni režiser ugotovil, da je pač malo tehnično prezapleteno to. Lani sem se šel tudi sam lokalnih volitev na Ptuju in če se mi je zdelo recimo nekoč, da itak Cankarja ne razumem, potem se je pred 10 leti, ko smo imeli to uprizoritev, seveda zdelo, da nekaj malega bi pa še moral razumeti. Se mi zdi, da sem šele lani jeseni, ko sem šel na volitve, pravzaprav globinsko spoznal, kaj Cankar v tej igri govori. In zdaj post festum, po predstavi, po volitvah, jasno, izgubljenih, mi je pravzaprav v glavi nek Jermanov tekst nekako najbolj grozljiv, in sicer, ko pravi, jaz ne bom več zboroval. Zdi se mi, da ko življenje, sistem, družba spravi posameznika do točke, ko reče, jaz se tega več ne grem, dvigam roke, da je potem seveda to. Sistem je zmagal, sistem je uspel, ljudje so pasivizirani in mislim, da pravzaprav živimo v tej družbi danes te pasivnosti. Jaz nič ne morem, vse je za nič se ne da, politika se dogaja lokalna ali pa katerakoli druga onkraj meja mojega vrtička in najboljše je dvigniti roke in pač seveda uživati, jesti pečene piške ali pa moralizirati, kakor zdaj mogoče počnem jaz. Čeprav v predstavi sem rekla pa tudi drugače, tiste piške je bil Š zamenjan s Č na režiserjevo željo in me vprašal, če imam kak problem s tem, da to rečem. Sem rekla nobenega, se boš ti podpisan kot režiser, jaz rečem, kar režiser želi. No, skratka, bilo je zabavno. Moja vloga je bila takšna, jaz sem simpatizirala z Jermanom, ne? Jaz sem ga imela rada, nisem ga obsojala. In ja, tudi ena taka zabavna ženska določenih let sem bila, ki mogoče ni vsega več jemala tako zelo resno. Sinoči sem še enkrat vzel knjigo Hlapci, izdaja iz leta 1949. Piše, da jo je izdal Slovenski knjižni zavod v Ljubljani leta 1949. No in po tej knjigi sem za časa akademije pri Tonetu Peršaku, profesorju takrat, delal prvo seminarsko nalogo svoje iz teoretične režije in to so bili Hlapci. No in potem sem v Mariboru jih lahko režiral in sinoči, ko sem šel še enkrat brati, se mi je zazdelo, da bi jih želel še režirati v življenju, oziroma imam občutek, da bom jih še režiral. Sinoči, ko sem to igro znova bral, se mi je zdela neskončno in neznansko duhovita in smešna in upam, da bo mi življenje dalo še eno možnost za režijo Hlapcev. Sicer pa je Cankar itak vedno aktualen, vedno bolj si star, bolj ga razumeš, vedno bolj se prepričaš, da ima prav, zadnje čase pa sploh. Obstajajo 3 izhodi iz krize v Sloveniji. Avtobusna postaja, železniška postaja pa letališče. Ampak ni res, samo en izhod je in to je pokopališče. Ker smo vedno taki budli, da bomo vse skozi pregrizli pa pretrpeli, pol pa, ko bo pa vse od nas odvisno, ga bomo pa tako srali, da drugi niti s prstom ne bo rabili migniti, pa nas bo že imeli v oblasti. Ker mi smo pravzaprav sami sebi največji sovražnik. Imeli smo tudi luknjo polno zemlje, ki jo je razbil Tošin na koncu odkopaval. Menim, da smo par dni polivali golide umetne krvi po igralkah in po odru, dokler Njo Išić potem naredil ene genialne luči, ki je dejansko odpravila vso to nesnago. Dejansko mislim, da so Hlapci bili ena od najbolj dinamičnih iger, kar smo jih delali zadnjih 10 let v SNG-u. Mislim, da je bila predstava dobra, zanimiva, pisana, ampak žal prezrta, vizionarska za tisti čas, celo pred časom. Igralci so bili čudoviti, vsi od Tadeja Toša do Veronike Drolc, Matjaža Tribušona in še vseh ostalih, ogromno nas je bilo. Krasen je spomin na kolega Dragana Živadinova, s katerim sva nekaj let govorila o tem, da bomo posneli tudi z isto ekipo, po istem scenariju, pravzaprav film Hlapci PDF. Namreč veliko prizoritve je bilo
pravzaprav nekem movingu. Jerman se namreč v naši prizoritvi vozi v kemping hišici po Sloveniji in seveda pripravlja zborovanja. In takrat je Dragan rekel, ja, to je treba posneti na terenu, to je treba posneti v realnem okolju, neke šole in tako naprej, nekega manjšega trga. In morda bo celo nekoč prišlo do tega. Scenarij je spravljen, Cankar je svoje napisal, režiser je svoje zmontiral in neka želja v srcu obstaja še enkrat s Cankarjem in Hlapci srečen življenje. Iz Hlapcev se spominjam tega, da smo se z režiserjem odločila za drzno dramaturško potezo, to je to, da Jermanu do zadnjega prizora vzamemo ves tekst, ki mu ga je Cankar sicer kar nekaj napisal. Najbolj se spomnim Tošega govora dejansko. Moram reči, da je predstava zelo apelirala na mene, na takratno stanje v družbi, na situacijo in jaz sam sem doživel kot res upravičeno, totalno vedno izvedeno in ostro kritiko sistema, v katerem smo bili. Glejte, Slovenija je pravzaprav luksus. Ne moreš živeti vsak v taki državi. To moraš res biti fejst mazohist, pa imeti rad, da hodijo po tebi, pa da te tepejo, pa da ti kradejo, ti pa še jih potem bogato nagrajujejo za to. To moraš biti spravega, to moraš biti pravi karakter. To so leta in leta kaljenja v tlačanstvu in ponižnosti. Ivan Cankar, Hlapci. Narod si bo pisal sodbo sam, ne frak mu je nebo in ne talar. To je Cankarjev tekst, ki je bil zelo, mislim, da še zdaj velja. Sreče človeku ne more dati niti sistem, niti država, niti politična stranka. Srečo si človek lahko ustvari samo sam. To pa je rekel Kardel. Ampak mislim, da zdaj to vedno manj velja. Srečo si težko ustvarjaš sam v takih političnih razmerah, ki so zdaj, ne? Seveda, jaz se bojim, da je Cankar s tem delom bil profet. Leta 1910 je bila igra prvič uprizorjena in spomnim se, da v osnovni šoli nikakor nisem razumel teh reči in v srednji sem se sicer naučil, kar je bilo treba se naučiti, ampak nekako globinsko nisem zastopil sporočila. Zdaj, kako je on v svojem času, iz kakšnega vzgiba je to pisal, seveda si lahko samo domišljamo. Kje bi to kak Islanec vzdržal, recimo, kar se nam danes dogaja? Oni so osvajalci, oni so vikingi. Mi smo pa dežela pizdekov. Zato, ker še bomo sami kaj vkradli, če bo zraven padlo, pa se še bomo prijateljem hvalili za to, ker nam je fajn koga napizditi. To je taki nacionalni šport pravzaprav pri nas. Pa še nam je smešno, tako da bi kaki dober vic povedal, ampak malo ne bo več nič. Ne za nas pizdeke, pa ne za tajkune v končni fazi. Ker veliki so nas pustili, da se mi malo špilamo v tem našem malem peskovniku, pa delamo te svoje potičke, pa svoje gradeke iz peska in tako dalje. Ampak malo tega več ne bo, zato ker ti ta veliki so imeli kaj drugega za poštimati med tem časom, naprimer te nepremičninske balone, katere so potem predrli, da se ta gnošnica po nas sipala, zdaj pa nas neki skladi za neki drobiž kupujejo. Predstava Hlapci v te zdajšnje politične razmere totalno paše, bi se temu reklo, ne? Bojim se, da je to delo in da bo to delo za predolgo časa zaznamovalo slovensko stvarnost in si želim neskončno, da bi nekega dne lahko rekli, da ta igra ni več igra v nas, to ni igra, s to igro mi nimamo več kaj opraviti, to je neka minula zgodovinska igra, to je nek muzej in bojim se, skratka, da ta igra še dolgo ne bo muzej, oziroma bom zelo vesel, ko več ne bo muzej in bomo lahko na njo gledali samo kot na nek spomin na preteklost. Tako da pravzaprav, če pogledamo Hlapci danes, Hlapci 10 let nazaj, Hlapci ne vem, še več nazaj, mislim, da mi imamo nekako to v genu, da imamo radi, da smo svetloba sredi najmračnejše riti, kar jih je kdaj bilo. Cankar je očitno nek sukus takrat zaznal in mi se iz tega nekako ne znamo izviti, ne moremo izviti, ne vem. In gledališče ta trenutek enostavno nima dovolj moči, nima dovolj medijske prisotnosti, da bi svojim sporočilom dovolj kvalitetno prišlo do velike količine gledalcev. Nažalost ne uslišano. In nažalost ne dovolj dobro potem reinterpretirano skozi medije, da bi prišla do dovolj ljudi, da bi si šli pogledati predstavo, ki bi jim lahko spremenila življenje. No, potem pa je še bila ena takšna fina anekdotica. Rektor
univerze, ki stoji poleg našega gledališča, ki je govoril o enem takšnem svojem dialektu, je rekel, in to sem potem jaz tudi na odru povedala, ker je bilo samo to všeč, da vsa drevesa pred univerzo bo treba podreti in napraviti alejo velikanov, kipov, v kateri bo mogoče stal tudi jaz. In to je ostalo predstav in vsa dvorana se je seveda zabavala, ker so takoj vedeli, kdo je to rekel. Hlapci, za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni. To se mi zdaj res zdi provokativno in dobro vprašanje, ali nas je Cankar s tem zaznamoval, ali nas je hotel opozoriti. Zdaj, posnetek, ki si ga pokazal, seveda kaže na to, ne, da mi tem besedam ploskamo. Ne. To je seveda paradoksalno. Ne. Mi morali žvižgati. Ne. Mi nismo hlapci, ne. Mi nismo za hlapce rojeni, mi nismo za hlapce vzgojeni. Ne. Ampak seveda mi tega tako ne mislimo, ne. Niti tega tako ne čutimo, ne. Zato seveda mi ploskamo. Ne. Mi ne žvižgamo. Ne. Mi ne rečemo, Ivan Cankar nas je opozoril, on nam je pokazal, mi smo to lekcijo vzeli, mi smo se to lekcijo naučili in zdaj mi gremo naprej. Ne, mi tej lekciji ploskamo, ne, in si rečemo, wow, razumemo, ne, hlapci smo povedali, si nam the best, veš, kaj mi smo to res, ne, aplauz, ne. Zdi se mi napačna drža, ne, ampak seveda, če bi jaz tam stal zdaj, ne, bi tudi seveda ne upal žvižgati, ker pač bi se mi zdelo, da se to takrat ne dela, ampak v resnici treba žvižgati, ne, temu, ne. Mi nismo hlapci, ne, in seveda hlapec si toliko, ne, koliko se v svojem srcu hlapec počutiš. Ne? Če sem že imela humorno vlogo, sem povedala še malo humorno o hlapcih PDF, ki pa so bili odlična predstava. Ivan Cankar je konstanta, ki jo bomo, in to je naša naloga in cilj, skozi čas znali preseči. Torej reči, ja, to smo dali skozi, to je bila naša resnica, to resnico smo spoznali, ta resnica nas je osvobodila, ampak šli smo naprej in vemo pravzaprav, kje so prepadi in kam ni treba gledati. Imamo problem s tem hlapčevstvom. Nimamo povsem ustrezne drže, se pa nam sedaj zavedanje, kaj so vzroki in kaj so orodja za razgradnjo tega, vse bolj ustvarjajo in vse bolj širijo. Tako da lahko že na tej točki rečem, da že od tega trenutka naprej nimamo več izgovorov, imamo pa dolžnost in nalogo. Na nas je, da razgradimo držo hlapčevstva, držo tega uslužnega deklištva in da v skladu s potenciali svoje dežele ustvarimo svojo državo in da biti Slovenka, biti Slovenec postane ponos, ki se pa naslanja na konkretne rezultate, katere je možno doseči z nekaj preveč truda, res pa, da z ustrezno mero odgovornosti, spoštovanja, etike in morale. In za konec ponovim bistveno. Slovenija kot ime dežele države in človek, oboje ima v slovenskem jeziku v jedru love, kar pomeni v svetovno razumljivem jeziku v angleščini ljubezen. In ko bomo postali ljudje ljubezni, takrat ne bomo dekle in ne bomo hlapci. Hvala.